Življen, dobrodošli, upam, da ste v redu dobrodošli na Harrisov Facebook oziroma v nov sveženj aktualnih novic iz nogometne Anglije. Najprej na vrh Premier ligaške tabele, kjer se je zdaj dokončno razvnela bitka za prva 4 mesta, za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov v prihodnji sezoni. S tem mislim predvsem na četveroboj med Manchester Unitedom, Liverpoolom, Tottenhamom in Chelseajem, saj je Manchester City tja praktično že uvrščen. V še posebej nerodnem položaju je po nedeljskem porazu na Old Traffordu zdaj pristal londonski Chelsea, obenem pa v tem prekatu najbolje kaže prav Manchester Unitedu. Ta je očitno pridobil zmagovalni pospešek in tudi golgetersko ostrino, ta pa ne manjka niti Liverpoolu. Še več, Chelsea ima zdaj na preostalih 10 prvenstvenih tekmah kar 3-krat za nasprotnika neposrednega konkurenta za top pozicije. Že to nedeljo Manchester City v gosteh, nato pa 1. aprila na dan norcev doma Tottenham in 5. maja Liverpool. Navijači Chelsea so v nedeljo na derbiju Unitedovim v brk peli: vaše mesto je modro, tako kot je moder tudi London. Toda v drugem polčasu so, zavedajoč se, da morda pa le nimajo prav, raje utihnili. Tottenham bi bil ob koncu sezone kaj lahko po dolgih desetletjih spet najuspešnejši Londončan. Mimogrede, čudovit novi stadion Spursov v izgradnji, prve tekme bodo tam oktobra. Ta čas še nima sponzorskega imena. Daniel Levy, direktor Tottenhama, pravi, da se ta lahko imenuje kakorkoli si želite, a le če se v zameno zavežete, da boste vsako od prihodnjih 20 pomladi na njihov račun nakazovali po 20 milijonov funtov. Po sramotnem porazu v nedeljskem finalu ligaškega pokala na Wembleyju proti Manchester Cityju pa vse trhlo izgleda pod Arsenalovo streho. Kompletna kadrovska preobrazba slavnega kluba je pred vrati. Dejansko pa, če povzamem, vse kaže na to, da bo Manchester, če mu seveda prištejem tudi Liverpool, ob koncu sezone povsem prevladal nad Londonom, pa saj smo to tudi pričakovali oziroma napovedovali. Iz malce poklapane in nogometno rahlo zaskrbljene britanske prestolnice vas zdaj Matjaž Ambrožič lepo pozdravljam in vam kličem na svidenje prav tu na Harrisovem Facebooku že čez teden. Pa živijo!